Moja tašča reče, to je z lasmi. Zdaj ni več. Ja, in jaz zdaj razmišljam, a veš, že od Dan dogaja moj gost danes, jaz zdaj razmišljam, da ja, ok, jaz sem brez las, ampak drugi normalni ljudje imajo lase, zakaj bi to bil z lasmi? Ja, zdaj že več kot 2 leti ni več Teh las, z lasmi, tudi grem proti 50 počasne. Nisem več 20 let star, ne, in ko sem bil star 20 let, se je začela ena moja skrivalnica pred samim sabo. A res? Mislim, na vsak način, kako vzbuditi pozornost. Ne. Ampak ne spet namensko, ne. Ker sem bil vedno prepričan, da pač iz danes na jutri ne moreš odkriti tople vode, ne moreš izumiti žarnice, ne narediš kolesa, električnega avta, gre počas. In z enim mojim prijateljem iz Nemčije, zdaj mislim, da živi v Švici, Patrikom smo šla k frizerju in sva svoje emo čupce na eno oko in na gobico. A ti si bil emo? Ne glih emo, v bistvu smo bili vsi na gobico, samo smo si tako malo dajali, ne, ker starši nas itak niso pustili. Ne. Vstaja en vic, ne, pelje oče sina k frizerju, pa reče, evo, sin, zdaj pa prvič lahko poveš, kakšno pričesko boš imel, ne. Pa reče sin, ja, zelen bom, ne, dobi eno okoli kepe, ne, zdaj pa prosim, resno, povej frizuro. Ja, imel bi tako frizuro kot Dejan, boš kar zelen. Boš kar zelen. No, in tako je nastala mečken gor, pa mečken in na koncu je bila ta čupa tako visoka, da sem bil čez 2 metra, čeprav sem komi 180, ne. In tega se sploh nisem zavedal, da je v nekem obdobju, ko sem jaz to čupo po koncu postavil, ko sem se začel potetovirati, ko sem začel namesto narodne noše oblačiti fluorescentne, rumene, zelene, telovnike, raztrgane kavbojke, vse barve las od vijolične do roza, da je to dejansko, sem jaz mislil, da bo to všeč mladim in šlo na živce starim. In meni se zdi, da se glih kontra zgodil. Da je šlo mogoče na živce mladim, pogled tega, ki sploh ne vemo, kaj je, in je bilo starejšim, lega poba, pa je pa zanimiv, ne. In tako se je dejansko, lahko povem, začela moja komercialna glasbena pot, seveda s podlago, ker sem opravljal nižjo glasbeno šolo, srednjo glasbeno šolo in pa seveda akademijo za glasbo iz klarineta. Ja, ampak vrhunski si v tem, glih tle sem hotel začeti, ne, da ta podoba nekoga, ki je potetoviran z lasmi, ne, je vse drugače, nekaj drugega je v ozadju, ne, ti imaš grozen veliko predznanja, ne. To, da rad popiješ, da rad žuraš, to je druga zgodba. Res je. Ampak v resnici imava pa še eno predigro, ne, ki je v bistvu to neka tvoja izobrazba, ki je na glasbenem področju, ki je vendarle pomembna za nekoga, ki mora biti vzdržljiv in preživeti na glasbi. Ja, jaz sem tako rekel, če hočeš biti pek, moraš znati s kruhom, ne? Če hočeš biti tišan, moraš znati z lesom, če hočeš biti glasbenik, moraš znati z glasbo. Je pa to res, mislim, ne vem, kako je s tišlari pa s peki, ampak vem pa približno, kak je z muziko, ne? In to je zelo širok pojem, ne? In biti dober glasbenik, sploh ne vem več odgovora na to vprašanje, kaj pomeni biti dober glasbenik. Eno je po pravilih klasičnega glasbenika, torej, če gremo to šolsko vzgojo, nižje, srednje do akademije za glasbo, ko te pač izoblikujejo v smeri klasičnega glasbenika, oziroma imamo tudi smer jazz, kaj druga se pa dejansko, pa ne samo pri nas, tudi v Evropi, ima še neke folksmuzik v Avstriji, ampak to so bolj te narodne, ne tako komercialna glasba. Verjamem, da je Amerika to drugačne, lahko dejansko po mojem čisto vsak žanr ekstra študiraš, ampak pri nas se to ne da. In dejansko, Kaj si študiral? Jaz sem študiral klasično glasbo, študiral sem klarinet. Mi manjka en kolokvij, da... No in zakaj? A misliš, da je to en psihološki trik, da dokler ga ne boš naredil, ne, da ti je dovoljeno kaj drugega, pa si zadelaš, pustiš samo enega odprtega? Ne, jaz nisem to naredil samo zato, ker... Se ti ne da? Ne, zato, ker sem enostavno v tistem času, ko sem bil 10 let mlajši, sem predober zaslužil in predober sem se imel čez vikend, da zakaj bi sploh to delal, ne. In, mislim, to ni bilo ne vem koliko, ampak za tiste razmere s svojimi vrstniki je bilo dosti več, ne. In meni je res žal, da nisem tega izpita naredil, ker bi bil ati pa mami najbolj srečna. In rekel sem, da to enkrat bom naredil, da ko umrem, mi bo pisal na Britufu, tukaj počiva
akademski glasbenik, profesor Dejan Krajnc dogaja. Drugače pa mislim, da za uspešnega glasbenika ne rabiš biti izobražen, ne rabiš, to se bo zdaj grd šul, ampak ne rabiš biti v vseh segmentih glasbe, ki jih tudi glasba uči, najboljši. Moraš imeti pa tisti nek X-faktor, kot pravi tujina, moraš si to res želiti in biti. Zdaj smejem sestanek tule v sosednji gostilni. Smo se pogovarjala z enim glasbenim menedžerjem, ravno to, ki tu včasih bil glasbenik, da pač moraš biti mečke narcisoida. Zato, ker kdo bi si sploh želel biti nastopač, nastopati pred 5, 10, 100 tisočimi ljudmi, kdo bi si to sploh želel, ker načeloma ljudje smo tako, smo radi v nekem varnem kalupu, radi smo svojo družino. Zakaj bi si ti sploh želel nastopati pred več tisoč ljudmi, ki jih sploh ne poznaš, ki v bistvu tudi oni tebe ne poznajo, poznajo te samo v današnjem času, kak se tiče tega social media, poznajo tvoje pesmi. Torej, nek si bil ranjen kot otrok, pa ne govorim dobesedno, ampak govorimo o zdravi meji narcisa, se mi zdi, da je pogoj, če hočeš biti dober frontman. Kje pa ti misliš, da je ta narcizem tvoj? Kje so zametki tega, da želiš izstopati, da želiš ven potegniti? Mogoče to, da ko sem bil v osnovni šoli, sem bil vedno malo bolj močen, vedno malo bolj buckast. Jaz sem še zdaj, pa ne vem, a to pomaga? Ja, ne, ampak kot otrok, ne. Okay. Si gledal sošolce, ki so bili bolj priljubljeni pri puncah. Si gledal sošolce, ki je bolj špilo fuzbal od tebe. Si gledal sošolce, ki je dejansko iz 9. razreda pogledala za 6. razredom. Sem imel sošolca, ki je hodil s punco v srednji šoli. To je bil res. On je bil kralj, ne. Kje pa je danes? Ne vem. Ja, vem. Tehnične preglede dela v mojem kraju. Vidiš. Ja, ampak mu super laufa, to je njegov posel. Ne samo, da je in biti uspešen, no, jaz bom tudi to za sebe rekel, da se mi zdi, da biti dober glasbenik, če si dober glasbenik, si lahko dober čisto vse. Lahko si dober tišler, pek, prodajalec, zavarovalničar, šofer, zato ker se mi zdi, da če hočeš biti v današnjem svetu dober glasbenik, moraš biti režiser, stilist, make-up artist, scenarist, snemalec, social media kreator, pač vse, kar na tem svetu obstaja. Mislim, ko postaješ večji in večji in večji, imaš tudi ljudi, ki delajo za tebe več stvari, ampak da sploh priješ do tja, si mogel vse to, vsaj neke osnove osvojiti, da pol si lahko rečeš, da si glasbenik in da imaš svoje ljudi, ki delajo za tebe, ker pač nismo Amerikan. Ampak jaz sem vesel, da nismo, ker se mi zdi, da sem se toliko stvari naučil, zaradi tega, ker sem glasbenik, ki se jih ne bi nikoli, če bi bil nek, ne vem, en človek, ki dela za računalnikom. Meni se zdiš, se ne bom znal pravilno povedati, meni se zdiš ful optimističen, tak pozitivc. Muzika, ne vem, kako se reče, v Izoli je na koncu poletja Muzika kreativa. Muzika kreativa, ne? In sem te tam gledal, ko si delal z mulci. Tam sem bil dejansko ne ravno mentor za inštrumente, bil sem, mislim, da 2 ali 3 leta kot mentor za obšolske dejavnosti na obšolskih dejavnostih. Ampak tam si animiral, a veš, ne, to je v bistvu po moje najtežji, točen ta starostna skupina, naprimer, je hard in si imel to eno pozitivno vibracijo na kemijo in mulci so se pol o tebi pogovarjali. Pač najbolj grozni je danes, pa ne samo pri mulcih, tudi pri tistih, ki so v službi. Jaz najbolj žalosten sem, ko pridem kam, ali to v trgovino, ali v lokal, ko te postreže oziroma ti prodajano zadevo človek, ki je totalno brez žara v očeh, ki vidiš, da mu je res muka delati to službo in to je problem. To jaz mislim pri sebi. Ampak jaz mislim, da večina teh ljudi, mogoče zdaj delam marsikomu krivico, so si tudi mečken sami krivi. Ker če ti, delaš neko bedno službo, ampak daj se ti bor v tej bedni službi, da bojo tvoji šefi opazili, da si boljši, in pol boš iz te bedne službe napredoval do mečken manj bedne službe in pol do še do mečken in pol boš dejansko napredoval do službe, kjer ti bo mega fino fajn in pol boš
se ti ukvarjal s temi, ki so v bedni službi. Ne. Ali pa jaz sem tudi delal bedne službe, ne? Ampak se mi zdi, da če sem si pol svoj svet naredil, ne? Znotraj tega je bilo meni lažje tistih 8 ur preživeti ali pa. Vse glih, to smo se ukvarjali. Ti moraš znati svoj čas dobro izkoristiti. In ko smo se prej o najmlajših pogovarjali na muziki kreativi v Izoli, zelo težko in pri otrokih in pri starejših je, torej imamo te storije, ne, ki so 15 sekundni in YouTube shortsi in Instagram reelsi, ki so zelo kratki. Ne. Že če hočeš dober reels za Instagram narediti, mora biti prva sekunda catchy, da sploh še kdo gleda nadaljnjih 5, kaj šele 10-15. In pač to zanimanje vzbuditi in to zanimanje, da vsaj nekaj časa traja, je mi je najtežje narediti. Ne. Jaz tudi vidim pri svojem bendu, ko imamo vaje. In cel ta proces vaje, ustvarjanja projekta mora biti zanimiv zato, ker da prideš do nekega cilja, rabiš ti cel ta proces delati z nasmeškom. Ne, in dostikrat tudi pri sebi opazim in se pol trudim, da to drugi ne opazijo, ko sem ful dobre, pa nekaj ne gre, pa ti dol pade. In pač to moraš res znati buildati. In se mi zdi, da najlažje se to naučiš pri otrocih, ne. Ker pravijo, da so najbolj zahtevna publika, ampak jaz pa mislim, da niso. Ne. Oni so še res nepopisan list papirja in če njih to stimulira, prenesi to na odraslega, ampak boš mogel še dosti narediti, ker ti že veš, kaj ti gre na živce in kaj ti ne gre in veš, da sem samo eden izmed tistih, ki ti prodajam zgodbo. Ne. Zdaj, da bom pa navdušil, je pa še daleč od tega. Jaz sem te prvič povohal mislim, da je bil ali slovenski pozdrav ali nekaj takega, ne? In se mi je zdelo, da kljub temu, da ste bili ta nek ozadje, ne? Da si znal v tisti sekundi, ki je kamera šla mimo tebe, absolutno stopiti ven, ne? A je potreben za to ta neka zgodba prej? A je potrebna neka, a veš, da se prepoznaš, da se vidiš, da lahko medij izkoristiš, takrat je pač to bilo, da to lahko izkoristiš za nekaj, da izstopaš oziroma da si drugačen od drugih. Jaz vse, kar bom zdaj povedal, sem takrat počel z nezavedanjem, kar dejansko sem delal. In zato si bil dober, ne? Ja, ampak jaz se nisem zavedal, kaj delam. Jaz sem vedel, kdaj bo kamera šla. Mi imamo tam en televizor, ki si videl, kaj se dogaja. In jaz, čeprav je bilo treba igrati, ker so bile tu težke stvari, sem skozi enim učem gledal ta desen TV, kdaj bom jaz. In hotel sem teh par svojih sekund res dober izkoristiti. Pa ne spet, da bi se hotel, ampak pa ne, da bi hotel biti, ker jaz sem mislil, da bom tem mojem bivšem bendu Poskočni muzikanti tam not umrl. Jaz sem si to res želel biti do smrti in pol, ko smo se razšli, se mi je malo svet podrl, ampak se je zelo hitro pobral, hvala Bogu. In jaz še danes sem tak, da pač vsako sekundo pozornosti, ki mi jo namen ali poslušalec na ulici, ali smo v podcastu, ali smo na špilu, jaz hočem ta svoj čas, ki mi je dan, tudi izkoristiti, ker imam ful več onega časa, ko me nihče ne gleda in bom takrat počival. Dajva se zdaj dotakniti tega, zakaj nekdo v nekem trenutku sebe ne prepozna več znotraj, a ne, ti si zelo močno besedo uporabil, jaz sem mislil, da bom tukaj umrl, jaz sem mislil, da bom tukaj do konca, ne, Kaj se zgodi, da v enem trenutku fantje, s katerimi ste dali veliko skozi, ne, pač ne gremo več naprej skupaj? To, da sem jaz bil opica in njim najprej odgovarjal. Pol, ko pa ta opica mogoče postala šimpanz in pa to ni več odgovarjal. Prvo enemu, pol drugemu, pol trem, pol pa vsem. In pol so ratala neka pravila, kaj lahko in kaj ne. In pač tista opica bi se takrat strinjala z vsem, šimpanz se pa več ni strinjal z vsem. In je pol prišlo dejansko, da pač da ta živalski vrt ni več za v isto kletko in smo pač šli na razen in si je vsak najdel nek svojo klientelo ožjih sodelavcev, ki jim odgovarja. Svojo kletko. Vsak je najdel drugo kletko, ja. To je verjetno tudi za tebe bil en proces, a ne? Vedel si, da dišiš po nekem... Nisem. To so vse te stvari, ki so se meni dogajale, do Dejana dogaja, pa ne tudi še pol kako leto. Bom rekel, da čeprav je Dejan dogaja neka moja prelomna zadeva, ki se je zgodila med korono, lahko rečem, da je Dejan dogaja, kot da ve, kaj je počel za nazaj, se zgodilo šele mogoče, ko sem res dal frizuro čez, pa mogoče ni to povezan, ampak časovno se je glih tako razliko, da rečemo zadnji 2 leti, mogoče vem, kaj sem
prej 10 let počel nezavedno. In ful, čeprav se mogoče zdi, da jaz delam vse tako, kot se meni zdi, se mi zdi, da sem na trenutke še preveč poslušal druge ljudi, da bi mogoče kako stvar, mogoče bi dosti večkrat padel, pa se spotaknil, ampak se mi zdi, da če bi pa poslušal, to se zdaj spet narcisoidno sliši, sam sebe, da bi mogoče bil še prej kje. Ampak je že prav tako. No. Dobro, ampak jaz sem menedžer, full znan slovenski menedžer, jaz bi mogoče spet uveljavljal neko svojo idejo tebe. Samo v Sloveniji ni tega več. Aha. V Sloveniji ni menedžer, ki je v polnem pomenu menedžer, ki zame pomeni, da najde neobdelan kamen in ga naredi biser in mu da vse, kar zahteva, in pol, ko on začne služiti, si on vzame svoj del, nekaj časa pa tudi vlaga za ston, oziroma v izgubo svojo. Mislim, da je to edini rej, ki to v Sloveniji počne. Drugi menedžeri slovenski niso niti menedžeri, ampak so bookerji. Delal sem tudi z Alešem Oranikom, kot na začetku svoje zgodbe, da je dogaja. Ampak sva se razšla, ampak zelo obšanko, vsak s svojim pivom. Še zdaj me kdaj pokliče za kak nastop. Ampak dejansko sem ugotovil, da to, kar je on počel za mene, mogoče za kakšnega drugega še naprej počne, seveda počne, on je znan kot najbolj uspešen slovenski menedžer. Lahko jaz to počnem za sebe še boljš, ker se boljš poznam in lahko v nek svoj časov, ki je vikend, je naš delovnik, rečemo približno, lahko spravim več nastopov in več boljših nastopov. In jaz sem tečen človek. Jaz gnjavim, dokrat ne pridem do cilja. In če zid ne podrem ga, preskočim, grem okoli, jaz nekako bom prišel do tega, kar sem se odločil. A pa si strog do sebe v tem svoji ambiciji, kaj želiš? Ne vem. Včasih bi rekel ja, včasih pa ful premalo. Ker se mi je začelo dogajati, da imam preveč stvari, pa mogoče ne čisto preveč stvari. Ja, imam preveč stvari, ampak zato, ker v nedeljo, zdajle namesto, da bi rajš kaj delal, sem cel dan ležal in gledal filme. Pač bedno, mogel bi kaj narediti. Ampak kdo pa je za otroka skrbel? Sej, otrok je bil zraven. Lahko bi kaj delal med tem, namesto aktivno gledal 5 filmov v nedeljo, Ampak se meni zdaj pač boljš to narediti. In jaz gledam že prav tako, In če smo že pri menedžerjih, se mi zdi, da pač jaz bom to počel čez nekaj časa tudi za druge, to, ker se mi zdi, da sem tem res dober. Na trenutke se mi zdi še boljši kot glasbenik. Zato, ker sem ugotovil, da me najbolj v celem procesu muzike rajca to, da špil dobim. Ko se jaz pogajam, ko se jaz zmenim, ko se je potrjeno, ko jaz to dam v bendovski koledar, ko dam svojega z več podatki v pač telefonske maile, da se kaj ne zgubi, pol pa v bendovskega, kje smo, kdo ima ozvočenje v tretje. To meni tak encim srečeno teleso razganja. Ja. A je to potrditev? Sigurno. Da nekaj delaš dobro, da te pokličemo jutri spet, za drug let spet. Ja, zdaj sem bil tu na enem sestanku. To je bil zdaj zelo važen sestanek. Dvakrat ga že omenil. Ja, v Agropopu smo se pogovarjali, ki zdaj delam tudi Agropop projekt. In sem zdaj, preden sem prišel not, sem prvi mail in v tem času sem dobil povpraševanje za 4 špile. Wow. To je pač meni orgazmično. Ja, res sem srečen. Tako da na stara leta, pa ne na stara leta, zelo kmalu sem po mojem začel še bolj aktivno ukvarjati s tem, da bom menedžer oziroma vsaj več kot booker tudi za druge skupine. Trenutno sem pa za Dan Dogaja Band in pa ponovno tudi za Agropop, ki smo obudili zadevo. Wow, bravo, zanimivo. Prej si omenil Reja, ker si rekel, da misliš, da samo on tako dela? Koliko vem, samo on na ta način mogoče kdo, mogoče se motim. Ampak Slovenija je letos se ukvarjala z vprašanjem Nike Zorjan, Reja, Marjetke in tako naprej. Do kje je glasbenikovo, kje je tista meja, ki jo prestopaš? Veš, praviš, da se igraš to idejo menedžerja, ne sam booking agenta. Če se je v dogovoru. Aha. Jaz sem tako rekel. Če in pa seveda etika. Nekje pa etika. No, to je pomembno. Ampak etika je dosti pogojena, eno je etično to, jaz to dostikrat primerjam s tem,
imaš dan 24 ur, rečemo, da 8 ur spiš, 8 ur si v klasični službi, 8 ur imaš še čas za vse na tem svetu. Enemu je dan poln in je noro utrujen in zabokiran, če ima to službo oziroma eno aktivnost v dnevu. Enemu je pa zelo easy 5 stvari narediti v enem dnevu, pa še zvečer gre s frendi v kino, pa pol mečken žurat, pa se bo zjutraj vstal, pa naredil še 6, pa drug dan ponovil. Tajde, kaj je etično in kaj je smiselno podpisati, se dogovoriti, Ampak to je pa Dejan, ki je bil čistega star, posameznika. Dejan, ki je bil star 16, bi verjetno podpisal druge stvari, kot jih podpišeš ti zdaj. Mislim, zato pa so to starši, ne. Aha. Bi jaz rekel, no. Mhm. Do nekega meja se mi zdi, da je pa res, da moraš imeti takšne starše, ki so razumni, ne. Mhm. Ampak do neke meje pač je odgovoren za tebe starš, zato pa se reče nekje, si mladoleten in si polnoleten. Pa še ne pravim, da si zdaj pri 18, pa ti sposoben vse na tem svetu, ampak se mi zdi, da to je bolj tema za kakšne bolj tiste ljudi, ki se spoznajo na družino in kaj je prav pri katerih. Ampak misliš, da bi včasih mogli starši tle znati zavarovati interese otrok, ki so saj jaz- željni slave, ki so željni petja. Mislim, sigurno. Pri Mhm. vsaki stvari in mislim, ko In pri športu. ko gledam filme, ne vem, o sestrah, ko so že tenisačice, no, Ja. si gledal film. Ja, Will Smith. Ja, pač, to je brutalno, ne pa to, kar se pri nas dogaja. To je Ok. otroški vrtec proti, po mojem, kar se v svetovnem športu dogaja, pa tudi v muziki, ne. Tako da se mi zdi, da to, kar je pri nas, tudi kar se dogaja z raznimi glasbeniki v zadnjem času in medijskih afer in tako, se mi zdi, da Kaj pa ta tvoja odgovornost, no, če zdaj rečemo, imava eno medijsko afero spet z enim glasbenikom. Kaj pa tvoja odgovornost kot glasbenika, ne? A se zavedaš tega, da če te na pol mrtvega odnesejo iz koncerta, a sploh piješ takrat, ko nastopaš? A veš, a si pozoren na to, da je ta tvoja pojava tudi dana ali pa vidna nekomu sigurno, drugemu? jaz se mi zdi, da še dosti dobro tega zavedam, zato ker ustvarjam tudi glasbo z en izmed redkih, poleg Jožeta Petrobojša, pa se počasi neha. Ustvarjam tudi glasbo za otroke, tudi za najmlajše otroke. In se mi zdi, da težko bi zdaj jaz ustvarjal neko muziko, pa bil v bifeju parkiran vsak dan v tednu. Jaz tudi rad kaj dobrega pojem, tudi popijem, zato trenutno se ukvarjam, tudi delam 3. stopnjo someljeja. No, super, bravo. Ja, in res ljubim dobra vina. Imam doma res lepo zbirko raznih buteljk, hkrati sem iz Laškega, Da je to že v genski da zasnovi. pač pivo imamo skoraj, veš kaj pomeni lajtunga, No. iz pivovarne zelo blizu, ne, Pa te na kar umivalnike. potegne. A res, bravo. Ja. Gremo v Laško. Ja, gremo v Laško. Tako da se mi zdi, da je že to, da smo mi glasbeniki in da dejansko ti imaš tehnični rider, kjer napišeš, kaj potrebuješ od ozvočenja, lighta in tako naprej. Imaš pa hospitality rider, torej gostoljubnostni rider, gostoljubnostne zahteve. Tam pa napišeš, koliko hrane, eni grejo celo specificirati, kakšno hrano, katera pijača, koliko pijače. Ne, to je en bankir, ki dela za šalterjem, glih ne pošlje. Ne. In mi imamo ta luksus, da si dejansko lahko zbereš, kaj brez alkohola in alkohola boš imel. In to, da lahko nekaj spiješ pred špilom, se mi zdi, je od Boga poslan, pa ne zato, ker bi rabo, ampak se mi zdi ta svet zabave, entertainmenta, rumene platnice. Jaz imam rad dobro vino, jaz imam rad dobro hrano, dobro Ampak se pa muziko. zavedaš odgovornosti. Ne? Ja, To tudi sem mislim, hotel reči. Glih to pravim. Mm. On v banki ne sme niti glaž vina spiti, preden tja stopi, oziroma koliko vem, ne. Nam je pa to celo dej, ne. Tako da jaz sem res hvaležen. Ja, se je kdaj zgodilo, da je šlo to prek meje. Aha. Ampak dosti cajta nazaj, pa na kakšnih nastopih, ki so moč zaprtega tipa, pa še to, ko rečem čez mejo, ne mislim brutalno prek meje, ampak bi bilo boljše, da ne bi. Ne. Puncam ne pišeš, Jaz se trudim, da ne. probaš se držati. Ja, veš, koliko veliko punc je tudi v našem poslu, ne. Ja. Imamo plesalke, imamo make-up artistke, kje še imamo punce? Ja, povsod novinarke, to so večinoma ženske.
ves svet, muska je bila ustvarjena za žensk, ne. Bi jaz rekel, ne. Tipi sam sebi že niso pelne. Ampak tudi kakšen je verjetno. Ja, je. Kakšen. Ampak tudi to, ne, mi smo zdaj videli, da si očka postal, da si v vezi. A je tudi tukaj podpora nekoga, kot je tvoj partner, ne, v tem odnosu, da ti lahko delaš, da si neobremenjen? Zadnjič sem z Guštijem govoril, pa je rekel, da je žena zelo hitro, zdajšnja žena, takrat punca, zelo hitro pogruntala, da je to res mater, da on gre res oddelati, da res oddelajo. On ima zelo zanimivo zgodbo, Ja, ne, če ti ja. meni enkrat eni kafani mi je celo zgodbo razložil. Dobro, jaz mislim, da vse ni šeral z mano, ampak Ja. Če kjera pesem? Črni tulipani. Črni tulipani v njej, ne. Ona je iz Gor. Amsterdama, tam nekje, ne. Sever, ja. No, v glavnem in ona dva sta kar burno obdobje dala skozi, da sta sploh bila par, ne. Moja punca Kjara je tudi moja PR-ovka, je drugače Vse v familiji ostane. ja, je tudi ima svojo uspešno PR-ovsko firmo, kako se temu reče. agencija, ja. Ja, in zastopa zastopa večinoma, mislim, bom rekel, da je 80% slovenskih komercialnih glasbenikov, tako da v Alright. bistvu dosti se tudi jaz posredno dosti tudi snopet mečkeno to, ker je bila tudi moja ideja, ko sem bil najstnik, da bi mogoče bil, ko še besedo PR, sploh nismo vedeli, kaj pomeni, ne. Tako da v bistvu, ja, Kjara v bistvu vsak špil zraven mene pomaga tako drugače, tako da, kar se tiče javnih nastopov, kar je pa privat nastopov, pa oddelamo fantje za sebe, pa lahko povem, da zdaj res od tega leta dalje sem res razširil to našo ekipo, da dejansko lahko cel moj band dobimo se prej, ker se moraš človek mečken živijo, kaj dobrega pojesti, ampak smo stvar sterali do te variante, da če bi bilo treba, lahko priješ minuto pred špilom, minuto po špilu greš. Tako da vse štima. A se temu reče profesionalizem? Jaz bi rekel, da se temu reče Ja, odgovornost. odgovornost, Ja. zato ker imamo dejansko preveč nastopov. Da je pač to edini način, da Ja, lahko. dejansko je edini način, da pač se naspiš, da si mečken tudi doma, da pač ti eni drugi, da pač to naša tehnična ekipa od našega Mihata to vse pripravijo, je pa tudi malo imič. Kar se mi zdi pa, da v današnjem svetu damo, da se času samo v tujini to dal, ta glavni frajerji, Siddharta in tako naprej, so že pri nas 20 let nazaj to delali, zdaj smo pa tudi majčken mi komercialni začeli devati mečken, kako stvari izgleda, da so kabli, da so vsi črni, da so vsi ob strani, da je vse v logotipih, da vse tako, kot mora biti, da smo vsi oblečeni tako, kot je treba, zdaj spet niso več popularne ozke hlače, zdaj so spet široke in da mečken slediš temu. Da ne zamudiš tega. Ja, ker Ja. se mi zdi, da to zahteva ljudje, ki te gledajo pod odrom, da pač nimaš iste majice, ki jo ima on oblečene, ne. Aha. Ne vem, to bi v prenesenem pomenu, ne. Ja. Mečken moraš biti drugačen. To je pa najbolj da črno srajco gor kupiti. Kje ne more- ti vidiš prelomnico, kje je na glavo? Kje se zgodi v enem trenutku ta prelomnica pri tebi? Pri meni ali nasploh. Pri tebi. Jaz bi mislil, da je zelo, zdaj se že pri meni malo zgubila. Ne, veš kaj mislim, kaj se je zgodilo, kjer komad gre ven? Nasploh pri vsakem glasbeniku, ali je to band, ali je to solo izvajalec, se mi zdi, da ko ti narediš hit, pa ne govorimo o delnem hitu, ampak res pravim hitu, je čisto vseeno, kaj si počel ti prej. Je važno samo, kaj počneš Od takrat naprej. Ja. Kjer komad je bil tvoj? Ja, to je spet, ne, meni se dosti stvari zgodilo v življenju, od katerih nisem bil pripravljen, ko sploh nisem vedel, da so to, kar so. To je bila sigurno Adijo Madam, ki je zdaj stara več kot 10 let in ta komad pojejo otroci, ki so komi shodili še zdaj, in pa tisti, ki so takrat bili stari 10, pa so zdaj 20 ali pa še celo več. In to je, rečemo, to je bilo tisto obdobje, takrat so se zelo kratkem obdobju zgodili 3 hiti. Ti moja rožica od Modrijanov, malo še od Gadov in pa Adijo Madam takrat od Poskočnih. In ta komad še kar drži. Ne bom rekel, da drži tako, da lahko nehamo delati, ampak je še pa vedno, kljub 100 pesmim, ki sem jih že naredil, še vedno moj največji hit. Žal ali ne žal, ne vem, želel bi si, da bo vsak naslednji, mislim, z vsakim komadom, ko ga delam, si jaz želim, da bo Ampak a si v nekaj studiu naredil. vedel? A si v studiu vedel? Adijo Madam.
Mi takrat nismo niti znali spota naložiti na YouTube. Mi nismo toliko neobremenjeni, toliko brez veze, toliko, ko sploh ne vem, kaj smo klikali, toliko, ko sploh ne vem, kaj smo pisali, kak Google Ads, kak Facebook, Instagrama še sploh ni bilo, kak story, kak thumbnail, napis, tudi noben ni vedel, zakaj se gre. Pač nek spot smo posneli, ful se nam je dobro zdelo, da damo znane ljudi noter. To smo bili eni izmed prvih takrat, smo imeli ful noter stradnikov iz drugega žanra. In to smo dali gor in dejansko, to je bilo en izmed redkih komadov, ki se je še zgodil, mi smo dali komad ven, ta isti teden je bil na nacionalki, naslednji dan smo ga na naslednjem špilu, ki je bil malo večji, igrali, in naslednji teden so bendi že igrali ta komad. In to je največji uspeh, da je komad res hit, kot drugi glasbeniki igrajo tvoj song. Takrat se zgodi, da je stvar gre v pravo smer. No in tega se več ne dogaja, oziroma Ni več tako intenzivno. ja, Kaj pa ta proces, takrat tvoj intimen proces v tem času? v muski. Ja, a veš, na eni strani se dogaja to, tako kot si zdaj opisal, drugi bendi igrajo komad, otroci ga znajo, vsi ga znamo, ne. Kaj pa se takrat v tebi noter dogaja? A veš, lahko človek sploh toliko hitro absorbira, a lahko to hitro dojame, da je drugače kot včeraj? Jaz sem takrat hodil na akademijo za glasbo, meni je bilo takrat nič kaj druga hudo pomembno, A ne? kot dajmo žurati, dajmo špilati. Jaz bi špilal tudi, če bi mogel plačati, čisto vseeno mi je bilo za denar. In dajmo biti priljubljeni pri puncah. Samo to je bilo. Samo to mi je bilo pomembno in čisto popolnoma nič drugega. Ampak ker si igral Madam, je bilo pol lažje, kakšno Madam tudi pele dam, ali kako? Sigurno. Tako si Mislim, razumel. Vsak, se mi zdi, da Ja. čist pri vsaki stvari, če si eni stvari uspešen, to potegne tudi zraven nove prijatelje, nove ljubezni. Pač tako je svet nas, ne, po mojem. Kdaj pa pol skalibriran. razumeš, da je to real business, a ne? Ker jaz se velikokrat pogovarjam z ljudmi, ki rečejo, da se pol zgodi en moment, ki pokapirajo, da je pa to treba zdaj v resnici postaviti v ene, ti si prej rekel, kabli so vsi enake barve, ne. A je to 2 leti nazaj? Ja, nič kaj hudo prej. Mhm. Mislim, jaz sem Ja. imel, vse ko si star 18, misliš, pri 16 res nisem imel, ko si v 20, ne, skozi se vračaš, najbrž bom istega mišljenja, ko bom ta podcast poslušal čez 5 let, si mislil, da si pameten, pa da že kaj veš, ne, v bistvu še nisem nič. Ampak ja, zdaj bom rekel, da približno se mi zdi, da razumem biznis, pa ne glasbeni nasploh. Se mi zdi, da takrat, ko začneš plačevati svoje prispevke, svoje davke, svojo tehniko kupovati, ko hočeš svojo hišo zgraditi, ko hočeš veliko videospotov narediti, kar pomeni, vse, kar sem zdaj naštel, potegne ogromno stroškov. Ko vidiš, da te začnejo na svojo stran vabiti resna podjetja, pomeni, da si zanimiv, ko več ne igraš samo za sendvič pa pingo sokec, ko vidiš, da že tisti, ki je samo storije snema, stane več, kot si ti 5 let nazaj zaslužil v celem vikendu, pol rečeš, ok. Dobro, sam ti si v plusu, ti imaš svoje davke, jaz Robijeve davke plačujem, ti pa očitno svoje, tako da te očitno gre dobro. Ja, A je to tudi odgovornost do teh fantov in deklet, ki so v ozadju, ne vem, PR-ovci, social sigurno, content? pač v mojem bendu so 4 fantje in 1 punca. Če imamo razširjeno zasedbo, imamo še 3 dodatno. Potem imamo našega Tonca, našega lučkarja, 2 rodja, fotografa, Kiaro, ki je PR-ovka in skrbi za social media. Če imamo plesalke, so še plesalke. Kar naenkrat nas pride na špil 20. In da že 20 ljudi nafutraš in daš nekaj za popiti, že strošek, ne. Kaj šele, da vsak zasluži 100 evrov, pa danes veš, da za 100 evrov nihče več ne dela. Ja. In pol se vprašaš, ja, v bistvu mi smo zelo poceni, tako ne. No, saj to ti hočem reči, ker verjetno neko gasilsko društvo, ko te kliče za veselico, ne, oni vseeno razmišljajo, kakšno ceno bodo dali. Tudi na podlagi tega se odločajo, verjetno. Najverjetneje ceno
ceno benda, glasbenika narekuje hit narekuje popularnost, popularnost narekuje obisk narekuje prodane vstopnice oziroma, če brez vstopnine, prodana hrana, pijača. In to je zelo začaran krog. Toliko Vidiš, si man, popularen. On razume, ne? Mislim, ne bo vse jasen. Sam še 5 začneš, pa stvar po rešena. tej dinamiki bo vse uredila. No, ampak, a je v resnici na koncu tako preprost? Tako, kot ti praviš. Zelo preprosto. Mhm. Po dvojno črto mora naročniku nekaj vstati. Če mu ne, Te ne bo več poklical. te ne več poklic, oziroma je on zelo slab. Ja. Zato moraš naprej predvideti. Ja. Ne? Če pač neka mala zadeva z malo obiska, pač moraš dati en lokalni bend. Ampak da, a sem jaz grd do tebe, če začnem cenkati, pa če se začnem pogajati? Kje? Jaz Ne, vse a v se življenju, znaš to? jaz vse v življenju cenkam. A je res? Ja. To, naslov podcasta rešen. Ne, tega. Ne, tega, to je tako. Veš, to je tako ona. Veš kaj, to, Po bo vsak lega, ne nekaj druga. No. ti daješ na svete novinarjem, kaj ne delajo. Ja, ja. Se mi zdi, da si Renato tudi dal na svet, Ja, kjer del. jaz gledam, če je to kakva ista fora, pa bo on ven skočil tu zdaj. Ne mu zdaj tudi na svet, kva ne izreže ven. Ja, no, ok, to ne da za podnaslov. Okay, ampak a je to nespoštovanje do tebe, do tvojega Ne. dela, če si jaz predstavljam, da boš prišel, pa boš malo. Evo, to zgodbo doskrat povem. Najbolj butasta zgodba se mi je zgodila enkrat v šolskem letu. Je dan slovenskega zajtrka. Nekaj takšnega. Je, ne, to je nek praznik v osnovni šoli. Med pa kruh pa maslo, ja. Se mi zdi nekaj takega. No, in jaz sem takrat delal še na Štajerskem valu in se glih pripravljal na program, si pišem program na radio in me kliče ena gospa, ki je bila ravnateljica, bi povedal, s katere šole pa se ne spomnim, ki me kliče, živijo, to je drug teden, ne, boš prišel, boš imel za otroke, ker se tudi s tem ukvarjam, imam program za otroke, ne sem žurersko verzijo. Pa se midva vse zmenila, gospa strašno prijazna. Pa jaz kar čakam na vprašanje, koliko pa to stane, ne? Pa ona še mija, še kar, jaz se pač res rad pogovarjam, se ni panike, pogovarjate na uro, če imam čas. Ne? Ja, čas sem imel, ja. Se si Sem bil v službi, to, če sem bil plačan. Pa še kar, od nikoder ni vprašanja, koliko to stane, ne? Pa sem že počas mogel iti na program, pa rečem, no, kdo pa je plačnik te zadeve, tako da se mečkaj ni izognem. Super vprašanje, da ne rečeš, Ja. ej, pozabila si vprašati. Ja, kdo pa, sam to še zelo manj počasi, kdo pa plačnik te zadeve? Pa ta gospa ravnateljica, ki predvidevam, da je šolan človek, ne? A to je treba plačati? Yeah. In jaz si strelim, in to sem že parkrat uporabil, to isto foro za podobne karkoli že so. Izobražene ljudi. Podobne izobražene ljudi. Da ne, to pa ni treba plačati, da pač moj nastop tak stane sicer toliko pa toliko, ampak tega ni treba plačati, je pa treba ta denar dati v dobrodelne namene in mi dati potrdilo in ga bomo skupaj objavili lahko tudi na socialne kanale, da smo pa res vsi skupaj upravljeno dobro delo. Pa ta gospa meni, je pa veste, jaz moram pa, v službo hodim za ta denar, to je pa moja služba. In se nisva razumela. Ja, in pa ni prišlo do tega nastopa. Bog ve, kdo je jedel z otroki tisti dan zajtrk. Dobro, pa se verjamem, da z nas, se jaz ne pravim, da se človek na taki funkciji bi mogoče to lahko vedel, vsaj približno. Ja, pa saj spoštljiv. Ja, ali pa se vsaj delo butla, ne. Ja. Ne, pa ona bi je pa res dala vedeti, da to ni služba, da to je pač... Da za ta denar mora ona v službo hoditi. Ja, da za ta denar pa mora ona res v službo hoditi. Ne. Ampak... A si imel kdaj išel te svoje vrednosti v odnosu do nekoga drugega? A veš, ne vem, še zdaj ga imam. A ne? Ja, meni se... Ja, zdaj bo to spet grozno slišati, ampak... Se lahko zrežemo, če Renato pride. Včasih se kdaj s kom pogovarjam in s kakšnim glasbenikom rečem, da si mogoče mi tega ne zaslužimo, ne. Ampak takrat se bolj imam v mislih, da pač ljudje res komi pridejo čez mesec, pa trdo delajo, mi pa se gremo, narekovajo, malo fajn met, ne. Ja. Pa kaj dobrega pojesti, pa popiti, pa mečken, pa kakšna punca nas pogleda, pa tako, pa smo pa
plačani, pa dosti več kot on, koliko mi prije čez mesec. Drugače pa, tudi to je on, da sem imel problem. Kar se tiče pa cenjenja, se pa jaz znam ceniti. Znam se tudi prilagoditi, oziroma se znam tudi prilagoditi, da on nasproti meni misli, da se jaz ne cenim in me bo zato vzel, jaz pa sam dvojno igro odigram, pa je on srečen, ker misli, da sem jaz idiot, pa smo na koncu oba dva srečna. Pa v bistvu on misli, da te je na F, Tako, ti smo pa rekel, joj, hvala. ja, On ženi reče, veš, kako sem zdaj. ja, on, v bistvu, v končni fazi je važno, da sem jaz zmagal, zdaj pa, če si ti misliš, da si ti, pa mi Je ni pa to, to čisto mi pa ni vseeno, to ne. hudo pomembno. Ja, Ja. ja, ja. Drugače pa, A to imaš kaj v genu tega? ne, Ne. moj foter je totalno, on bi vse za stojncem naredil. A ne? Moja Ti si mama, pol upgradeal. ja, next moja mama level. isto, stari starši isto. Tako da ja, jaz sem bolj podjeten tip v moji familiji. Ja, malo te čuden. Ja, ta Ej, čuden je. kako te pa familija v resnici dojema iz tega preskoka, kako smo te videli, pa to na televiziji, pa na špilih, pa to. A si se kdaj sprašval, kako so ljudje okoli tebe, ne? Te, ne vem, Je dosti partner- prijateljev sem zgubil, A res? večino. A res? Večino prijateljev, Ja, to tistih, vsi- ne, ko so tistih iz šolskih dni, no, Ja, osnovnošolskih dni, ko sem pač isto mislil, da gremo skupaj do konca, ne. Tistih sem zgubil, ta glavnih mojega najboljšega prijatelja sem tako zgubil, A res? pa smo pol za rojstni dan, ko sem ga že zgubil, pa se še nisem sprijaznil, sem mu še neko darilo nesel pred vrata za rojstni dan, še tako slepo sporočilo sem mu napisal, pa me niti poklical ni. Zdaj se to pa tam vidma. Pa mi gre Zdaj, skoraj samo malo. tu se me Pa mi čisto gre skoraj dotaknilo. malo na jok, ko ga vidim, ampak mogoče dvigne glavo. Ampak Ampak to se me je dotaknilo zato, ker sem zdaj, so to tako v resnici intimne zgodbe, je to, ne? Ja, Veš, tako, kako... jaz sem dosti prejoko zaradi tega prijatelja. No. A res? Ja, ampak Ampak zakaj pa, a bi danes znal diagnosticirati zakva? Zakaj se... še zdaj ne vem zakaj. Aha. A je mogoče to jebe, da ne veš? A veš, da bi... Jaz sem imel dostkrat se je mojemu življenju zgodilo to, da hodili smo na kaj, moja glavnina prijateljev je bila, ki smo hodili vsi na akademijo za glasbo. Okay. Razne inštrumente. In jaz sem vedno veljal za onga, ne glih nisem imel, ne bom rekel, da me niso imeli za talentirana, mogoče so me, globok seb so me imeli mogoče za bolj talentiranega od njih, me so me pa za onga, ko etiko, komercijala, pa to, pa tepko je nek beden komad, ko je na radio ful dober, mi smo pa umetniki, mi smo pa klasični izobraženi glasbeniki. Mi smo pa pravi glasbeniki. In meni so, pa ponovno so bili to starejši, ker sem se večino starejšim družil in meni so bili ti, in jaz sem dolg verjel, da so oni boljši od mene, ne. Pa ko se je pokač nekako stvar odvila in sem začel dosti pojavljati na radiju, pa na televiziji, pa na odrih, oni so še pa kar tam nekje v ozadju v raznih orkestrih, z vsem spoštovanjem do orkestrov, ker moja največja želja je bila, da bi igral tretji klarinet v orkestru Slovenske policije. Jaz sem zaradi frizure te valjda nisem mogel vzeti. Bi se že prilagodil, ampak me je hmal ta želja minila. Aha. Sploh to, ko bi se mogel vsak dan z Laškega v Ljubljano voziti, ta zastoj nogov. Se bo čez 20 let boljš, veš. Kaj bomo imeli avion. Pol pa sem se pač jaz začel pojavljati na vseh teh raznih kalanih in pol tu na našem lokalnem področju Laškem sem dosti hitro bil on, ki je imel prvi Facebook pa Instagram in sem že to takrat, ko še ni doben vedel obvladal in sem že vse to imel pod kontrolo. Pa že neke mini sponzorje, pa ne pa so pa mogoče videli, da mogoče ni to toliko brez veze, ampak še vedno sem bil pa kao tisti, ki se šlepa, ne. In vedno sem bil v očeh teh mojih, ki so bili sicer moji prijatelji, no, ne smem reči, niso bili skozi takšni, ne, ampak ko je bila joke, ne, sem bil po mojem globoko v njih not tisti, ki se šlepa, pa mu gre boljš od mene, ampak meni bi mogli iti boljš, ne. Zakaj gre njemu? Če pa ima frizuro, pa raztrgane kavbojke, pa če špila to bedno muziko. In meni tam presežem na mami, na otroku, na vsem, da jaz ne bi špilal
to, kar počnem, kdo prije, je zanče, ne vem, špilo, mi je en dvignil dekel, ampak jaz se poznam pogovarjati. Prije do mene in mi točno ta mentaliteta teh mojih bivših prijateljev. Ti si izobražen glasbenik in igraš ta krep. In je to mislil, ne samo moje komade, mislil je še celo rundo, ki smo igrali, celo na tistem špilu sem bil razširjeno zasedbo, ki smo imeli še brase in res se spomnim, ti špil smo res hudo dobro igrali. In ta tip pa ni bil pijan, ali pa ne znam več to ločiti, mi tako res, zakaj napizduješ ljudi, izobražen si in presežen nikoli na svetu nisem, kar sem zaigral nikoli na svetu, mi ni bilo nič bedno igrati in nikoli nisem to zaradi keša počel. Ampak jaz, ko igram Kokoko, pa Račke, pa Na Golici, pa Roblek, pa svoje komade, pa Slaka, pa Avsenika, pa Rock'n'Roll, pa Metaliko, pa Južnjaške, pa Ex-Jugo, pa vse, kar mi igramo, torej jaz se pohecam, da mi igramo od Hude mravljice do Metalike, jaz imam res to rad. Ampak vse glasba pač je, ne? A veš, Dobra pa so slaba, različne zvrsti. over. Sam 200, samo dobra pa slaba. Ja. Ja. In pač, ne daleč vsega, da vsi, ampak veliko, predvsem izobraženih glasbenikov, ampak se mi zdi, da tega je spet sedeli manj, ker so ponavadi v komerciali pa zdaj izobraženi glasbeniki, pa tudi v narodno-zabavni glasbi, da ravno ti izobraženi glasbeniki se znajo najbolj zgražati nad samo muziko. Ne. Ampak tam prej si se me res dotaknil, no, z tem razmišljanjem o tem, da si kot nek postavljen človek se znajde v eni situaciji, ki si v resnici imel issue s tem, nisi znal iti čez, si šel do friendovih vrat. Ampak to je meni, to je zelo kratko obdobje. Dobar, vem, ja. ampak vse je en intimen proces. Je bil. Se spomnim, igral sem Maturanca, pa drug dan sem spet igral Maturanca v Mariboru in jaz sem se pelil na drug konc Slovenije, sam da sem to njemu dal in ni bilo nič in tudi sem pa bil tako. Zdaj pa dost. Zdaj pa dost, žalosten, še zdaj sem jaz. Jaz ne znam zameriti človeku. Če me zdaj pokliče, grem jaz zdaj k njemu. Ne znam jaz zdaj črto. Se ne rabiš ti, se mi zdi, če ti ni zdaj nekaj res kaj hudega v življenju naredil, kaj tako družinskega ali pa še kaj hujšega, ne vem, zakaj bi rabili zdaj ti človeku dokonč sveta zameriti. Sej ni pa zdaj. Ampak, da mi dovolj še, razumem, sem ti ful hvaležen za to, da si, a veš, tako se mi zdi, da tako ljudje vidijo, da si iz mesa pa iz krvi pa. Vse smo vsi, ne. Ja, včasih pozabljamo te stvari. Koliko ti je pa pomembno, da ta intimen svet zdaj doživljaš na tebi lasten, vama lasten način, to, da sta zdaj par, da sta postala starša, a veš, jaz se ne moram čisto odločiti, mi grejo na jetra unika, slikce pokrivajo, srčke lepijo čez obraze, a tudi ti, no, se pravi, da se ne morem. Grejo. Ja, a ti grejo na Ja. jetra, ja, ker ne razumem. Ja. Pač Ja. objav ali pa ne objav. Ja. Kvat Zelo na kratko. Ja. Še bolj mi grejo pa na živce tisti, ki objavijo, pa z srčki, pa z rožicami, hkrati je pa sponzorska objava za neki otroške. To bi je pa totalno, ampak Ja. dobro, ko sem jaz, Kdo da sva ti midva? sudim. Ja, tako. Butasto vprašanje, ampak vsem bi ga rad s tvojih ust slišal. A se ti zdi, da je bil kakšen komad napisan zate, pa ga je odpel en drug norc? Ne. Ne, Te nisi bi nikoli, nikdar razmišljal. nikoli nisi tako razmišljal, da bi Ne. en drug komad. Vem pa, da je na primer Adijo Madam, Ja? ki je moj največji hit. Mislim, da 3-4 bendi so ga imeli po pol leta na mailih, Zafrkano. pa ga niso naredili. In potem smo ga mi dobili in je bil dober sam meni. In sem fehtal band demo in ni bilo in pol čez nekaj cajta je bil še enemu in smo skupaj prosla in pol nekako, no pa demo, mater, če sta že pa tečna, še pa demo to, no. To ni bilo nikoli. Imamo ga. Ampak se ne moreš z nobenim drugim hitom poistovetiti, pa reči pismo škoda, ker to ni moje.
Za vsak hit, ko Are? pride, si jaz to mislim. Are? Ja, za čist. Kaj je zdaj v A avtu? jaz sem Kaj je v tvojem čisto, avtu? jaz sem čisto en glasbenikom na tem svetu, ki imajo hit fovš, Are? ampak Ful jim dobro. hkrati privoščim. Are, okej. Ja, res sem jim fovš in res jim privoščim. Ampak ti moraš priti do hita. Hit ne pride do tebe, oziroma v tem primeru je eno. Ja, no. Ampak to je pa res taka huda mala verjetnost, da se to zgodi. To, kar se je meni zgodilo, to je huj, kot je bilo to zadevne. Sej imam dosti komadov, ki jih poje cela Slovenija, ampak tiste pa Da. tako ne vem. To, kar se je na primer Fircom zgodilo z Brajdami, pa to, kar se je Fehtarjem zgodilo s Šacijom. Če gremo za neke bolj albumske bende, kot je Nina Pušlar, Jan Plestenjak, što je vse toliko dolg že, pa toliko načrtovano, da je logično, če ti delaš na take nivoje, Da se to enkrat zgodi, bo. ne. To, kar sem pa zdaj naštel, se je pa zgodilo. Je pa bolj po pomoti. Ne, po Ne, pomotni. je vsem del zadnji. Je ful dela v zadnji, sam danes ni dosti del. Pač neki more, jaz za vsak svoj komad upam, ne vem, drug teden damo Zagropopi nov komad ven, novembra dam svoj nov komad ven, decembra dam še enega otroškega ven, za celo drugo leto že imam plan za komade. Le, sam en se more zgoditi, pa vse kar je bilo prej. Čistko je. Je pa res, da to razmišljanje in neko masovno delanje novih songov pa spet rataš. Je tudi nevarno, Ja, ne? seveda Ker je. pol si v bistvu v tem krču, Ja, verjetno tudi v tem kreativnem krču, se mi zdi, da moram. vsi tisti, ki dosti igramo in se trudimo, da bi imeli hite, smo tako hudo obremenjeni s svojim komadom, pa tudi s svojimi glasbenimi prijatelji, kdo ima hit, da včasih težko zaspimo. Ne. Jaz se dostikrat pogovarjam z raznimi prijatelji, glasbeniki, in vsi smo isto obremenjeni. Tisti, ko reče, da ni obremenjen, tisti tako laže. Pač. Ker In- vse, kar si želimo, je poln koledar špilov, Tomaž? dobrih špilov, najboljših špilov, kar pa je seveda vse pogojeno s hitom. Pa s terenom, ne. Ker lahko imaš ti tudi poln koledar dobrih špilov, naprimer Mambo Kingsi so en tak fenomen, Pa kar ostaja, ne? ki pač ostaja, Aleš Bartol and Company, pač to je res. Ampak ti fantje so veliko predelali, ne. Pa preigrali, ne? Da so od- tle, ne? Ja. Od še manjših lukenj po mojem, pa do največjih odrov. In pač zdaj pač sejejo, žanjejo to, kar so sejali. ne. Ja. Ampak prej, ko si rekel ti, tvoj band, ne vem, pa Firpci, pa ne, ta struja, kam bi to uvrstili? Zakaj je v enem trenutku mladina na teh žurih? Pol imaš še Zakaj tu se- stilovce z Ja, no. Avsenika. Okej. Ni Ampak ogromno. zakaj ta narodno zabavno v enem trenutku izgubili ta nek čuden prizvok in je kar naenkrat rato tak mainstream? da Zato, imaš ker v se je Ljubljani- folk, ker so končno ugotovili, da v bistvu to ni čuden. Vse po mojem, dobro, pa tudi ne, zdaj se je ta meja dosti spustila, ne, da res je kul, da igraš frajtonarca, res je kul, da greš na veselico, res je kul, da oblečeš lederhoze, res je kul, da skočiš na mizo, res je kul, da plešeš. To je pa zelo preprosto. To je nek klasičen val, enkrat je rock, enkrat je Balkan, nazadnje je bil Balkan, zdaj smo na tej slovenskosti, kaj bo čez 5 let. Malo vedeževalke pa moraš biti, no? Mal se mi zdi, da moraš znati. Fajn je, da začutiš malo prej, prednje mimo. No. Ja. da še Malo prej. malo ujameš Ja. to, kar je treba. In sigurno pač, ne, poglejmo tega Lafanta, kaj je že Jakov. Ja. Oliver. Kaj je to? Ja. Daj razloži mi. Fant brez je zelo preprosto. To je Niti pa z moč. enega To je svojega pa moč. Social. Tako je. To je pa Jaz samo ne to. morem odpreti. Brez enega komada Ne morem. je razprodal, torej v Vse. novembru, ima 2 Ljubljani in Srbija, 2 Maribora. Črna Gora, Dobro, Zagreb, ja. tam sploh ne gledam, Ja. gledam, kaj se pri nas dogaja. Ja. Vsi bendi, ki igramo, ne samo svoje komade, igramo ta song. Ja?
na vseh špilih, momentalno pravim, vse to se ne bo Ja. dolgo obdržalo. Ne. Nekaj časa pa, vsaj do konca leta rečem. Vsi smo tako malo objavljali na kanale, ta fant je pa pač tako simpatičen, tako ljubek, ne more iti na živce, Aha. tak, A ti greš lahko komunizem? Aha. jaz ne izmed onih ljudi, a me imaš fejs rad, ali te pa Aha. nerviram. Ne morem biti pa... Ko Denis ne morem biti- Avdić, ko... Ja, še kdo? Dosti jih je A pač. sam Denisa si zaspomnil. Denis sem se spomnil, ker je prav Ja. enkrat tem govoril in Aha, mislim, da okej. prav en podcast je Ali- imel o tem. Ja. Ampak to je meni bilo fenomenalno, nimaš svojega komada, razprodane imaš dvorane, pažgem TikTok, ne morem brez, da, ne, Ja. da Olivera ne morem slišati. Pa me je pa še to fasciniralo, glih te bendi, ki si mi prej razlagal, so začeli, ne, zdaj spet vrteti. Ja, ker Snemati. loviš, Ja, aha, bom še jaz probavaš. imel mečkam tega, ne. Aha. Jaz se, to se je zgodilo z In Brajdami. ti misliš sam, da jim ne gre na jetra in da je to dovolj? Da je ljudem simpatičen in jim... To je moč sociala in zdaj ga je zagrabila neka menedžerka, kako vem, Ali? in zdaj so slovenski organizatorji pograbili njega in nafilali, se to ne bo šlo dolgo. Mislim, če jaz mu res spet prvoščem, ali bo zdaj začel sred svoje komade delati, pa bo to še s tistim bum, ali bo šel ekstrem, da sploh ne bo svojih komadov delal, bo delal sam te stvari, pa bo to bum, ali se bo zadovoljil, da bo igral po roke, se ne vem, pač ne vem, ne vem, koliko je star, po mojem je mlajši od mene. No. Po moje pa Ja, ja, ja. malo, no. Ja, Malo ja. pa, no. Malo mlajši pa je, no. Po moje ne 20, Ja, tako ja. kot ti z 22, ne. Ja. Ja. Ampak, poslušaj, ja, ampak ti imaš garantiran cel večer samih hitov, a ne? Tudi, če ni nobenega tvojega zraven, Ja. in pol to tudi lahko je neka tržna niša. v Ja, resnici. ja, ja. Se mi doskrat se zgodi. Ampak če ti zdaj Na- poješ zdaj Olivero, Ja. ne? A veš, zakaj se to sproži? Zakaj se ni sprožil, ko si ti zaigral Olivero? Jaz mislim, da je ta fant, ko sem šel pol malo raziskovati, tako mat na ulicah ne dobijo ne enkrat, ampak Ja. leta in leta. A re? In se je to pač enkrat zgodilo. Aha. Tako sem prej, ko sem rekel, da je bila čupa, pa da bo kar hit. Ja. Ne, to traja. Vsaka Ko pa se stvar zgodi, traja. pa itek vse za nazaj Ja. pozabljeno, s tem razlogom. Evo, in pol je vse en, koliko let si se Ja. trudil, ker zdaj si. Kdaj glavni frajer. dava nov komad ven? Vsak mesec za konec leta. A res? A imaš prav tako? Jaz sem že za drug let zacahnen, nekje na 2 meseca, da prije song ven. Wow. Tako da Za Silvestrovo si že predan. sem. A to še Tolmin, velja? ne a Tolmin, to- pardon, Bovec. Kaj si? Ampak a še Bovec. velja to, da če ima izvajalec Silvestra dobro prodan, da polete prav? Ali to ne gre več Da si vloge? mal mišice, kažem. A re? A ja, 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 a ja, pa koliko smo zaračunali? ja, ja, kjer je jači. Kjer Pa je Severina je več zaračunala. Ja, ne? ja, z njo se ne moramo primerjati, ampak je pa tako, ni to nikjer, to še nisem nikjer slišal, ampak se mi zdi, da mečken tekmujemo, kjer je bil pa dražji za Silvestra. No, se to mislim, Ja, ja. ja, Da sploh ta Balkan, da je znov komunicirati. oni so to, ja, tako. Pri nas je pa tudi, itak že vsi, tudi bend, vsako bendu dobi več kot dvojno. In pol je pa moj fan, da veš, da jaz sem imel pa še malo zraven. Ja. Tako Kaj si, je terminal boat? Bovec. A da ima Madagaskar Ne, boat. Bovec večer za Silvestra, najbrž še pa kak špilček čez dan. Dejan, moji prijatelji zame meda, ki mi pomagajo, da jaz lahko to delam. Veš, kaj so ti pripravili? Prej sem razmišljal in imaš to, veš, da boš zdaj, ko Da boš ni po noč, podočnjako. ja, ko boš po noč vstajal, pa To je meni kar... a ti je prehranen. Ne, A to kar ja, živel? dosti mi je prehranjen, ampak še ne bom rekel tako, se bom lepo politično. Ni ajnfokt biti oče. A ne, da. To si pa tako lepo Einfoch povedal, da bomo kar razumeli. a ne. Ja, ni, Vsi prisotni in prisebni. res, Pa še malo bi kompleksa, da boš preživel te... da nimam sam svojih Ja, kompleksov. ja, ja. Hvala lepa. Neskončno hvaležen in vesel, da si bil tukaj. Ej, dobro se Vse bilo dobro v pogovarjati. lifeu. Ja, se zrezali bomo pa sam del. Samo ungo sem rekel, da ne sme biti to. Ja, ja, tako, Ja, ja. ja. Ta del bomo dali na oglaševanje, pa na... Ja, ja. Pa Jakova bom prosil, če Če da na svoj... Ja, a veš, Ja, ja. ni Sam hudič. Bog ne daj Balaševiča, ker bo da pa dobim ne da, nikomor ne da dovoljenja, ne za predelavo. A res? Ampak to je tema za drugič, ko boš imel tiste, ko Ej, so ampak hotel res spet slovenske prideš, covers no, snemati. ta boat zdaj oddelava.
Pa drugo Pa leto spet prideš, V ne. redu. Ja, Srečno. upam, da ne bo še drugi otrok, no. Čau. Čao.